ponosen na prebiru in mislim, da je prav, da vam tudi povem svoje mnenje v samem poročilu. Najprej, to, kar že ugotavlja komisija, pri meni ne gre za povečanje mojega premoženja in tudi jaz ne zastopam, da ugotavljam premen korupcijo, ampak pa vekanje sistemske korupcije. Posredočil bi se na to, da kot sem že včeraj povedal, vse očitke zavračam in bi ta svoj govor razdelil v dva dela. Potem pa na zadnjem delu pojasnil, kaj je za narediti. Prvič, v uvodnem delu komisija ne pojasni, ali gre zadnje, govori obema nama, da nismo sodelovali in da niso dali vse podatke. To v celoti zavračam, da nekaj dokaže. Jaz sem bil na sestanku v komisiji sam, pogovor je bil korekten, to je tudi komisija izjavila, in po tem pogovoru so naposlali vprašalnik določenih točk. Na vsako vprašanje so dobili odgovor. In danes ponovno trdim, vse, kar se dotika poslovanja mestne občine Ljubljana, je zakonito in transparentno. Imam vse dokumente tudi s seboj, ki jih lahko pokažem, na vsa vprašanja so dobili odgovor. In kolegica Lepina kabineta je nesla osebno 3 mape teh odgovorov, ki so jih pripravili v naših službah, ali ne pa služba javnih naročil, ali pa služba financ. Zato se mi zdi izjemno nekorektno, neprimerno, da ne obložijo, da nisem dal podatkov. To je vse podatke sedaj. Če se pa zdaj lotem vsebine tega, pravila sem kršil v vodu zakonske obveznosti poročanja o spremembi premoženjskega stanja. Na samem zagovoru sem tudi citiral mojo izjavo, da jaz nisem prijavil, ker pri meni prišlo do spremembe premoženjskega stanja. In tu bi se obrnil na stran 5, ne vem, če imate pri sebi, ko pravim, tudi mislim, da je najnastopno zaradi občutljivosti postopka pogojenega in izkrumce ljudi v posameznem nadzornem postopku, predvsem pri teh zavezancih, pri kateri se tekom nadzornega postopka izkazal sum kršitev zakona, ki je bil na to postopku tudi potrjen in nesorazmernega povečanja premoženja. Tega pri meni ni bilo. Jaz bi se ga obratno rekel, moje premoženje je ves čas isto, jaz sem ga prijavil leta 2006 in to premoženje je sestavljalo tudi iz kredita, ki sem ga dal v Veliki, se pravi terjatev, in ta terjatev je bila skozi vsa ta leta vrnjena. Ne razumem, zakaj govorijo samo o enem delu tega vračila. To je tisti del, ki govori, ki se dobil na žiro račun, oziroma na tekoči račun svoj. Ne govorijo o tem, da je tudi leta mi bila drugi del terjatve s tem, da sem poplačil obresti za kredit v Kalamenu za reprezentativnice. Se pravi, da kar se tega tiče, trdim, pri meni ni nobene korupcije, ni nobene pokoriščenja zadnjimi sredstvi in tudi vidi se, da po pregledu Zorana Jankovića ne gre za povečanje premoženja, kar ugotavljajo, kot pravijo, kar da gre za nesorazmerno povečanje premoženja. Potem navajajo, da so si 3 člani senata komisije bili v postopku od različnih zavezancov neutemeljeno izpostavljeni neposredno na posrednem očitku. Z moje strani ne, tudi sami niste nikoli slišali, ko sem povedal, prej pogovor je bil, kar se mene tiče korekta, nimam kaj več. Potem pravijo, ko sem prej govoril, da niso dobili materijale, pri njem pa rečejo, da so dobili 27.6.2012 in so imeli vse možnosti, da to pogledajo, celo imeli so še en stavk upisan. Če še vedno ni kaj jasno, če še vedno kaj potrebujejo, se jim da razpolago. Kaj pa so korupcijska tveganja? Tu pa ne vem povedati, kako lahko jaz sam sebe odperem nekega suma. Namreč komisija reče, mi nismo tisti, ki lahko kaznujemo, mi nismo tisti, ki lahko zahtevamo stop, mi nismo tisti, ki lahko nekoga obtožimo korupcije, ampak, glede za moralno etiko, obstaja sum korupcijskega tveganja. Zdaj bom pa drugače vprašal, ko reče predsednik komisije, da so 2 možnosti, da pač Zoran Janković odstopi, o drugem ne bom govoril, ni sam govori, ali pa da komisijo zamenjam, bom jaz drugače vprašal, kaj pa ne naredi Zoran Janković, da dokaže,
In kako ne dokažem, da imam prav. In še ena zadeva v tej zgodbi je zelo zanimiva. Ko pravi, da so te svoje ugotovitve poslali na policijo in tožilstvo in na DURS, jaz bom drugače odgovoril. Kot jaz vem, je tudi komisija KPK oziroma njihovih zaposlenih bili v tej skupini, ki so pripravljali in so tudi izvedli hišo preiskavo na domu Zorana Jankovića in dveh sinov. In v sestavi so bili iz DURS-a ljudje, iz KPK-ja, iz tožilstva, policije NPU-ja. Torej, vse to, kar je tu napisano, pri meni teče nek postopek hišne preiskave od 70. da ne bo zgodilo. Dobili smo nazaj vse računalnike, tudi jaz iPad, ampak nobenega odgovora, kaj se bo zgodilo. Se pravi, to isto, kar navaja, in kar se tu v tej sobi, nekateri pred 7-8 meseci prišli s podatkom, nakazili, sprašvali so, kaj je baza Dante, pa nisem vedel, se zdaj pojavlja tudi v tej komisiji. Ta član komisije ali zaposlen na KPK-ju, ne znam povedati kdo, je pa tudi v skupini, ki je upravljala vse potrebne naloge, da je prišel do hišne preiskave in ki ima vse možnosti sedaj, da reče, izvolite, bomo predali to tožilstvo in tožilstvo pač vloži na sodišče in tam bomo edino priložnost dokazati, da imam prav. Ali zdaj imam edino možnost, da rečem, uporabim edino upravni postopek proti vladni strani komisije. Pa grem še naprej, da govorim tisto, kar je opisano na moj račun. Pravijo, da nisem prijavil v roku 4 parcel gozda v okviru ograje. Res. In takrat sem povedal, pisal je eno medijo, če sem to prebral, sem poklical komisijo, tudi napisal, da imam še 4 parcele v okviru iste ograje, sem to prijavil. In je celo gospod predsednik komisije rekel, da se to zgodi, da je to normalno 4 ograje in ni sploh. Celo bilo drugače. Tudi pištole nisem prijavil, ko sem pozval. Ki imam registrirano, takrat so se rekli, da imam 2, potem sem bil skrbet, če imam res 2, kam sem imel spravo, da ne najdem, ampak posel tudi, da imam samo eno. Potem pravijo, da nisem prijavil vrednosti papirjev od leta 2007-2009. Ampak tu ne izpostavljajo kot problem, ki je prišel na tekoči račun. Res je, da tudi teh vrednosti papirjev nisem prijavil, ker se premoženje ni spremenilo. Ne, zmanjšalo se. Dobil sem nazaj kredit, podelite, kupil sem delnice Krke in Luke, takrat sem Krko prodal, dobil 40%, pri Luki pa do zdaj zguba znaša že 90%, zdaj že po 10.000 evrov, ki je 100.000 evrov. In ko rečejo, da je nakazilo na tekoče račun Zorana Jankovića 208.000 evrov in potem je tako šla pot tega denarja gre baza Dante, KLM, Zoran Janković. Vse to drži. Drži kot tečno. To je bilo vračilo elekte kredita Zoranu Jankoviću. In baza Dante vrnila denar gre, kar tudi piše v komisiji. V čem je potem problem? In jaz zanikam, da bi kdaj kakor drugo pri meni komisija ne ugotavlja, da ni znan vir mojega premoženja. Oni pravijo, da vir mojega premoženja je znan. Tu ni sporen, ker je navedeno v začetku in se nič ni spremenilo. Pravijo, da nisem poročil s spremembi premoženja, ampak če jaz govorim, da gre tisto, kar piše tudi pri njih, da gre za povečanje premoženja v času trajanja mandata, jaz ga nisem do povečanja in mislim, da ni bilo nobene spremenjene. Moja terjatev se je bila terjatev pravilna, ker je cel kredit poplačan, tako da jaz ne vidim glede tega težavno. In zelo me zanima, če že to, ker so vse vedeli, vse konc koncev bi lahko tudi vseh teh let nekdo rekel, zakaj se pa to ne prijavlja. Ker kaj pa ne prijavlja, če se ne spreminja? Ko so me vprašali na komisiji in citirajo mojo izjavo, glede spremembe enostavno ne vem povedati, nisem čutil potrebe, ker se premoženje ni spremenilo. Ja, kaj ne drugače reči? Če se premoženje spremenja, če se ne povečuje, se komisija ugotavlja, če nek javno službenik preko svojega mandata poveča svoje premoženje. Jaz ga nisem povečal. In še tako dajem, pri meni vir premoženja je znan. Že takrat se šel v Mercator je bil znan in potem se šel v Meslo je bil znan in bil tudi prijavljen. In govoriti o tveganjih,
za korupcijo, kako ne predeliti tveganja. Tveganja lahko obstajajo, vprašanje pa, če so izdelane. Trdim, da sam nisem bil nikoli udeležen in da ni bilo nobenega elementa korupcije. Neodvisni, transparentni, dodaten vir premoženja. Ne vidim, kakšne probleme. Tako da jaz to celotno poročilo komisije zavračam, celotno očitke zavračam. O teh zadevah ne govorim, ker so navedene zadeve, ki so bile že dolgo nazaj podane v času parlamentarnih volitev, potem se ponavljalo še lansko leto. To so podatki, ki takrat uhajali so iz Dursa. Te podatki se zdaj ponavljajo, podatki držijo. Zoran Janković posluje zadnjih 15 let samo čez en tekoči račun pri banki Koper. Ima isti limit kot pred 10-12 leti, nisem nič dolžan, plačujemo obresti in banka me ne bi pustila 15 let, da tako to delajo. Tako da tu niso imeli nobenih težav najti. Po drugi strani, poudarjam, da to zelo pomembno, da je komisija bila udeležena v skupini, ki je preiskovala dejanje Zorana Jankovića, ki je pripravil do hiše preiskave ne samo Zorana Jankovića, pa tudi obeh sinov, kar pomeni, da so imeli možnost stopiti tudi v delovanje sinov. In kdaj si pa kdo vzame kredit, takrat kar rabi denar. In to, da sem jaz poklical sina, ko sem mu rekel, nakaži, ker sem brez denarja je logično. Če sem posodil, če rabim denar, pokliči ga, zakaj kaj bi pa klical. Tako da še tole je zelo pomembno, ko pravijo, da sem jaz imel pavšalni zagovor, da so vsi postopki na moru vodijo zakonito in transparentno. Ne mi en dokaže en postopek, ki je bil nezakonit ali ni bil transparentno. Trdim, da takega ni. Tudi takrat, če se spomnite lansko leto, ko smo imeli negativno mnenje, računskega sodišča, so bili v postopki, so posebej poudarili, da ni prišlo do oškodovanja premoženja mestne občine Ljubljana. In da zaključim s tem uvodnim delom, pravijo, komisija lahko ugotovila, da takšno poslovanje javnega funkcionarja predstavlja izrazito sistemsko korupcijo tveganje in resne sum kršitve. Kako ne jaz dokazujem, če nimam možnosti dokazati in komu se pogovarjati, da temu ni tako. O sistemskem tveganju, težko razpravljati. Nihče pa ne pove v komisiji, niti enkrat ne reče, da je Zoran Janković bil koruptiven. Tega ne trdijo. Nikjer ne povejo, da Zoran Janković nima dokazov za vir svojega premoženja. To je drugo. In tretjič, iz vseh materialov se vidi, da se moje premoženje v vseh časih 6 letih delovanja mestne občine ni povečalo. Potrebna skrbnost in jaz kot znan in dober menedžer zelo jasno ločem ekonomske, knjigovodce, kategorije, ekonomske standarde in tudi vem, če bi se premoženje povečalo, če nič drugega bi moral prijaviti za plačilo davka. Pa kaj ne prijavil, če nič nimam v tem povečenju? Kaj zdaj naprej? Še to bi vam prej povedal. Imam zraven kot davčno tajnost. Zapisnik Dursa na KLM-ju. Pa bom, ker je že v postopku ta odločba, bom prebral samo 2 stavka iz tega zapisnika. Pravi, pregled ne zahteva dodatnega iz sprememb obdavčenja. Ne zahteva sprememb obdavčenja. Se pravi, da je napoved Dursu bila pravilna, da ni nič skritega. Ta stavek mi je zelo pomemben, ker pomeni, to je KLM, ker smo s tremi kolegi lastniki, je pa direktor tudi moj sin Damjan Janković. In stavek je zelo pomemben, pa bi rad potem tudi bolj preprost povedal. Na ta način sredstva posojila od upravljavsko povezane pravne osebe, elektroinženiring, dejansko niso bila namenjena poslovnim potrebam KLM naložbe,
pač pa izključno potrebam poplačila tekočih obveznosti posojilodajalke Elektra Inženirja. Kar pomeni, da je Elektra uporabljala KLM za plačilo svojih obveznosti. Dragi moji, in iz tega se vidi, če primerjam zdaj ta KLM, ki je nakazal denar Zoranu Jankoviću, da je KLM bil tiste, ki ga je Elektra uporabljala, da je plačevala svoje obveznosti do Zorana Jankovića. In ta denar, ki je prišel meni na moj račun, je dejansko prišel, ne samo, da je prišel ta denar na moj račun, prišel tudi dodaten denar na KLM za plačilo obresti, za kredit, s katerimi KLM kupil delnice Mercatorja. Tako da očitke zavračam, mislim, da so prepavšalni dani, da so me postavili eno zgodbo, ki mi ni prav, da se slabo počutim, ampak reči, da obstaja pri meni tveganje korupcije, na to se še človek pogovarjati ne more se upirati, ker nima da kaže na meni. Jaz pozivam javno komisijo, da ne se opredeli pri meni, kje je bila korupcija, če je bila, da vidim, da ni bilo. Ne pove, kaj pa ni koruptivno. To, da po njihovem mnenju, jaz nisem poročil spremembe, je lahko neko pravica, vendar jaz dojamem na to, kar so oni pisali, da bi spremembe mogel poročati, če bi prišlo do povečanja mojega premoženja. In tega ni bilo. In drugič, niti evro, podarjam, niti evro ni prišlo iz mestne občine pod neko koruptivno dejanje na račun Zorana Jankovića. Ker je treba povedati, vsako plačilo ima svoj dokument in se da dokazati. Zdaj, kaj naprej potem? Mnogi me sprašujejo, kaj naredil. Idej je veliko. Odstopi. Ne odstopi. Pa bom rekel, pač drugo vprašanje, ali vam je kaj žal, ker ste šel v državno politiko, ne prej takih sedi ste imeli. In je dilema, res tako, da najprej je žal, ne, to, kar mora trpeti moja družina, moji sodelavci, to je tista slaba stran. Dobra stran je, da sem vesel, da v teh 6 letih smo v Ljubljani prinesli veliko novega dobe. Tega tudi tisti, ki so doma meri, ne more zanikati. Vesel sem tudi, da smo dobili največjo poslansko skupino v parlamentu, kajti brez nje bi bilo te državi mnogo slabše. Res je, da smo šli na volitve, da bi bili opozicija. Pa nismo uspeli sestaviti vlade, smo opozicija, ampak brez te opozicije bi bilo te državi mnogo slabše. Čeprav mi je že danes žal, ker vem, da bi v državi bilo mnogo bolje, če bi vodili opozicijo. Če bi danes odstopil, rečem vam, ne, krasno, zdaj pa jaz odstopam, bi bilo mogoče po moje ceni 25% ki se je rekel, no, to je neke politične standarde, 50% pa takih rekel, seveda, ne, kriv je za to odstop. Če bi jaz odločil odstopiti, če me zdaj ne vprašal, ne, bi odstopil takrat danes pod pogojem, ne, da bi komisija ugotovila, da nič ni narobe. Pa lahko reče, zdaj imam vsega dosti, ne, pa se neče kar še slabo besedo. In vidite, ta dilema, ne, ki se bo pojavila še nekaj časa, ne, jaz s svojim delom stojim za svojimi sodelavci, ni mi prijeten, ni mi prav, ker sem bil na razpolago komisiji na vsak poziv, ki so hoteli. Celo, ko je bil supervizor uveden, sem poklical, pa sem čestitil. Predlagal sem, da se poleg tistih transakcij dajo še tiste, ki grejo po signacije, da se vidi, pa po boti, ker po botu ni nujno, da bi se bolj videli. Trdim, da mestna občina posluje transparentno, zakonito. Še enega ni bilo, ki bi kaj drugega podal v 6 letih. In drugič, poudarjam, da komisija pri meni nima suma v izvor mojega premoženja, ne ugotavlja, da bi se meni premoženje povečalo, ampak pravi samo, da nisem poročil spremembe premoženja. Jaz pa trdim, da te spremembe, ki jih jaz razumem, kada gre za povečanje premoženja, v 6 letih ni bilo. Hvala za rešitev.